Ej, folk! Že nekaj časa nazaj sem nastopal na roastu od Iztoka Gartnerja, ki je bil tudi sneman. In ful dolgo je trajalo, da so ta roast končno objavili, ampak zdaj je zunaj. Ampak, ker je cel roast nekam dolg in vsebuje tudi fore od Gartnerja, sem se rajši odločil, da bom izrezal ven moj del in ga objavil. A ja pa, sponzor tega videa je Kriptomat. Ne vem, če ste opazili, ampak Bitcoin in ostali kriptoti so šli zadnje čase kar lepo gor in zna biti, da se približujemo novemu vrhu. Tako da, če bi se radi pridružili zabavi, se lahko preko Kriptomata, ki je zanesljiv, prijazen do začetnikov in vam da 20 € dobroimetja na začetku, če se prijavite z mojo kodo MarkoZ oziroma preko mojega linka v opisu. Okej, zdaj pa pejmo na roast. Globok poklon in spoštovanje, Marko Žerjal. Lepo hvala, dajmo še aplavz za Žana Papiča. Papič je danes tukaj kot predstavnik kraške pancete. Malo se je zredil, ampak ni se lepo iz tega hecati. To je zaradi antidepresivov, ki jih zdaj jemlje. Zgleda po novem jih več ne dobiš v kapsuli, ampak sendviču. Bi rekel, da je Papič to, kar dobiš, če križaš spolnega manjaka z navadnim manjakom, ampak ni res, ni res. Papič je to, kar dobiš, če je Bergant zaseden. Potem je z nami tudi Božidar Wolfgang Wolf, dajmo aplavz! Edini človek na tem odru, ki mu dejansko verjamem, da je ful folka nategnil. Ne res, on jih je baje imel ful pod sabo. Če kdo ne ve, čemu se smejemo, ne googlati. Ampak ne bojo danes vse šale na seks, tako da bo lahko še Dimitrijevič sledil. Bi vam povedal kaj več o njemu, samo ne vem, kdo ta tip je. Dobesedno, sem šel na Google napisati, kdo je Luka Dimitrijevič in še Google je rekel, en zadetek. Bolj je z nami tudi Orjana Čiroto. Orjana je začela svojo kariero tako, da je vodila šov Atlantis, ne? Zato, ker ona je že bila takrat, ko je bil še na vrhu. Ful zanimivo, da se tvoja karijera začela z način kartone. Se je vedlo, kam gre. Bila je tudi poročena s 25 let starejšim Borisom Cavazzo, ful velikim imenom slovenskim. 34, res, o moj bog, 34 let starejšim. Zdaj pa je v zvezi z 10 let mlajšim Dajnomirjem. Tudi veliko ime slovenske scene v glavnem. Bi rekel samo tako naprej, ampak kdo bo naslednji, Dimitrijevič, ali kaj? Potem z nami je bil tudi moj šef, Jure Godler, in sicer iz varne razdalje, kar nikoli ne veš. Ej, čez Jureta pa res ne morem nič slabega reči. Tako, pogodbeno. Lahko pa povem, da je ful v redu ga z njim pit. To pa je vedno tako zabavno. Vedno je, a smo še enega? Ne, Jure, ne je bilo dovolj. Je to zadnji odgovor? Kaj pa polovičko? Ne, Jure, ti bom klical taksi. Aha, klic v sili, imaš 30 sekund. Z nami so tudi David in Buši, dajmo na aplavz oba, dajmo no. Smo rekli, da rabimo enega neznanega komika z brado in so imeli lih akcijo, plačaš enega, dobiš dva. Dajmo na aplavz tudi za Mike Vlahoviča, gremo! Vsaj nekdo, da je na tem odru, ki je nehal biti relevanten preko Iztok. Miki, si zapoješ kdaj? Ta zelena dežela me preživlja. To je malo za razmisliti. In seveda je z nami tudi Sweet Mary. Dajmo na aplavz za Sweet Mary, dajmo na prosim. Sweet Mary je igrala v Porničih, kjer so jo 3 tipi naenkrat fukali v rit.
od tvojih staršev ni tukaj z nami? Sej ne razume, Ne, Sweet Mary je drugače, ful v redu. Sweet Mary je kot McDonald's, kaj ni? Vedno odprta, vedno enaka ponudba, mogoče je meso malo vprašljivega porekla, ampak za ta denar se ne moreš pritoževati. Pa še milkshake od obeh je ful popularen, ba je. Če te ne moti, da je okus malo umeten. Ne, sej se hecam. Hvala Bogu, da so te Joške danes tvoje z nami. Da je vsej ena stvar na temu odru bolj napihnjena kot ego od Gartnerja. In končno smo prišli do tega čudesa od človeka, ki si sam pravi Iztok fucking Gartner. Sej ostali tudi, samo malo obrnejo. Ostali rečejo, fucking Iztok Gartner. Iztoka starejši verjetno poznajo iz televizije, otroci ga verjetno poznajo, ker jim starši govorijo, če boš preveč drkal, boš postal tak. Ja, Iztok, obstaja preveč. Ne vem, kako ti ni bilo nikoli čudno, da noben drug nima Pornhub za privzeti brskalnik, stari. Ampak Iztok ni samo vulgaren in primitiven. Morate razumeti, on je tudi zelo zabit. Je res! Predšolsko vzgojo ni šel študirati, ker so mu otroci všeč ali kaj takega, ker smo mu prej celo življenje govorili, stari, to obnašanje je samo za vrtec. Tudi baje ga je vsaka punca pustila po 10 letih, ampak Iztok, ne se sekirati. To je samo zato, ker niso vedle, kaj imajo. Če bi vedle, bi ga pustile po 10 minutah. Njegov največji dosežek v lifeu je to, da je vodil oddajo Gartnerjev bordel. Ful je ponosen, kako je s to oddajo na majhni televiziji dosegal rejtinge velikih televizij. Res. Wow. Z oddajo ob 1:30 zjutraj, ker ste kazali Joške. Kaj je skrivnost? On misli, da je v njemu fora. Kaj si glup, stari? Zdaj ga ni več zdraven, zdaj je samo bordel in folk ga pogreša približno toliko kot maske od covida. Stari, Si predstavljate, da bi ta teden z Juretom Godlerjem preimenovali v ta teden in bi samo vrteli novice, brez da jih komentira in ogledi bi šli gor. Za druge ljudi to bi bila sramota, za njega je to življenjski uspeh. Ker s čim drugim pa se bo hvalil, kaj, komadom ginekolog. Ko nimaš dosti opcij, vzemeš kar je, jebi ga. Ne razumem pa edino, kdo je tega tipa spustil na televizijo. To mi nikoli ne bo jasno, komu se to zdela dobra ideja. Si predstavljam, da je to kot takrat, ko misliš, da moreš prdniti in nisi čisto siguren, ampak rečeš, ajde, dobro, dej, ga bom spustil in pol dobiš eno tako sranje, da te še par let sram. Če bi bil smešen, bi bil title stari. Iztok je tudi ful poraščen, ne vem, če ste vedeli, kar je ful dobro. Ker to, da je poraščen, se ujema tako z njegovim karakterjem, kot z njegovo obsedenostjo o genitalijah. Veš, ker je kosmat ko pizda in glup ko kurac. Ne res, ta človek ne niza na televizijo, on niza v javnost. Njemu so prepovedali vstop na celjski erotični sejem, ker je bilo zaradi njega neprijetno porno igralkam. Porno igralkam! Ena ženska tam je bila, je fafala kurca, ki ga je prej tip tiščal neki drugi urit in zraven si je mislila, joj, upam samo, da se z Gartnerjem ne bom rabila pogovarjati. Tisto je pa res neokusno. Ampak dobro, dovolj negative, za na konec Iztok bi si rad še zahvalil. Ker drugače, jaz in Iztok imamo ful enih skupnih točk v življenju. Recimo, oba vozimo kabrio, jaz vozim kabrio, on vozi kabrio, njega pusti vsaka punca po 10 letih, mene je pustila punca po 10 letih.
Jaz delam na televiziji, on je delal na televiziji. Tako da isto, res ti hvala, ker vsakič, ko te gledam, se naučim, da če se ne primem hmalu v roke, bom res končal kurs. Dejam aplauz za Gartnerja! Na oder se pa vrača. Čas, papič! Marko Žerjavec. In to je bilo vse od mene. Lajkajte ta video, če mislite, da sem ga dobro porostal, in naročite se na kanal za več. Bo dal od spodaj tudi link do celotnega roasta od Gartnerja, če koga zanima, samo vas moram res opozoriti, stvar je kar dolga in, kot rečeno, vsebuje Gartnerja. Pa seveda, preizkusite kriptomat preko mojega linka v opisu. Ajde, folk, čau! Ko pogledam to nebo,